Lepo pozdravljeni v naši volilni kavarni. Tukaj je že na vse zgodaj zelo pestro in v moji družbi je naš kandidat Marko Kajzer. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Hvala za povabilo. Slišim, da večkrat pridete sem. Ja, vsake 2 dni sigurno na kavo. Dobra kava. In se pridružijo vam volivci, se kaj pogovorite? Ja, kakor kdaj več, kdaj manj, ampak vedno najdem kakšnega zanimivega sogovornika, ja, res. In kako sicer poteka kampanja, kje se zadržujete, kakšen utrip čutite na terenu? Ja, v glavnem v svojem volilnem okraju. Naredili smo v soboto predvolilno stojnico, na kateri smo spoznavali volivce, občane, take in drugačne, ampak imam dober občutek, ker se mi zdi, da je bilo videti, slišati odobravanje z vseh koncev. Praktično nekoga, ki nas ne bi sprejemal, nisem srečal. Vi kandidirate v okolici Ljubljane? Ja, moja volilna enota je Ljubljana Šiška 4, oziroma okraj Ljubljana Šiška 4, to zajema predvsem okoliške kraje na severozahodnem koncu Ljubljane, vključno z Medvodami, Smlednikom, Vodicami, Gameljne, Tacen, Šmartno. Tako da so to kraji, kjer jaz živim, delujem praktično celo svoje življenje in poznam kar nekaj ljudi. Tudi oni mene poznajo, tako da zaradi tega imam še posebej dober občutek in nekako tudi vsi po vrsti me pohvalijo, mi čestitajo in so nekako navdušeni nad mojo kandidaturo, da sem se za to odločil. Vidijo v vas neko upanje, vas poznajo kot delovnega človeka, ki uresniči, kar si zastavi? Ja, seveda. Dobrih 40 let ni bil govor pa prepričevanje ljudi moj temeljni način delovanja, ampak čisto kaj drugega. Tako da se prvič srečujem s takim delom in takim načinom delovanja, ampak vidim, da ravno zaradi moje kariere in nekako slovesa, da sem nekako priznan v okolju kot človek, ki drži besedo. Ljudje pričakujejo, da bomo tudi na tem nivoju premikali meje in naredili tisto, kar obljubljamo. Kaj pa s kakšnimi mogoče pobudami se ljudje obračajo na vas, ko se srečujete, kakšne mogoče kritike, razmišljanja, skrbi? Ja, skrbi so različne. Toliko kot je bilo sogovornikov na tem nivoju, toliko je bilo različnih skrbi in tudi pobud, tako da jih je treba počasi začeti združevati v neke smiselne skupine, ki se navezujejo in izluščati iz tega tiste bistvene ukrepe, ki bi zadovoljilo največje število prebivalcev. Na kaj se recimo nanašajo? Ja, predvsem že razvpita situacija glede našega poslovnega okolja, potem so pa tudi druge zadeve, ki lokalne prebivalce nekako skrbijo. Tu gre predvsem za demografijo, razvitost podeželja oziroma nerazvitost, pa tudi centralizacija, ki je v Sloveniji močno prisotna in to v okoliških krajih Ljubljane posebej dobro čutimo zaradi sorazmerno ogromnega prometa v jutrih in popoldnevih, ko veliko ljudi hodi v službe v center, v prestolnico. Se na vas obračajo glede recimo prometnih povezav s kakšnimi konkretnimi idejami, jim lahko kaj ponudite v zameno? Ja, ideje so različne, tudi nekaj jih čaka že dolga leta na izvedbo. Tako da jaz sam se bom sigurno zavzemal za to, da se določene zadeve, kar se cestnih povezav v tem okolju tiče, spremeni in uredi. Druga zadeva je tudi gorenjska proga, ki je bila nekako predvidena, da bo postala dvotirna pa hitrejša, bolj učinkovita. Tudi s to železnico bi se dal razbremeniti promet po cestah,
ker ti premestni vlaki znajo biti zelo konkurenčni avtobusom in so razmerno hitri lahko. Ne. Zdaj, midva sva prej govorila, pravite, da ljudje prihajajo do vas, vas spodbujajo, vas pohvalijo, vas kot osebo. Čutite mogoče tudi neko, ko bi rekla, odobravanje tega povezovanja, ki so ga izvedle stranke NSi, SLS in Fokus? To povezovanje se mi zdi primer dobre prakse in bi ga bilo nujno prenesti na nivo države. To, da je država politično razklana oziroma tudi med prebivalstvom čutim absolutne podpornike in absolutne nasprotnike. In to ni dobro, ker se vedno v taki klimi nekaj ustvarja, pa po drugi strani tudi nekaj podira. In to se nam dogaja že ne leta, desetletja, kar je neprimerno. Je bil potem tudi to nek motiv, da ste se odločili vstopiti v politiko, potem ko ste celo življenje pravzaprav gospodarstvenik, obrtnik? Ja, seveda je bil tudi en povod, da sem šel po tej poti, ker jaz sam vem, da pri projektih, ki jih moramo speljati zdaj v podjetniškem smislu, morajo vsi, ki so vpleteni, sodelovati. Če nekdo ne sodeluje, je enostavno odstranjen z projekta in ga ni več zraven. V državi, kjer vlada demokracija, kjer moramo nekako upoštevati vse glasove, ima pa politika nalogo, da vse te glasove upošteva in jih oglasi, da so lahko vsi zadovoljni. Ne moramo živeti skozi v razmerah, kjer je ena polovica izredno nezadovoljna, druga polovica je pa zelo zadovoljna. To ni primerno in vsi se moramo vprašati, kaj si zares želimo. Pa tudi verjetno, kaj lahko vsak prispeva, da bo družba šla v neko dobro smer povezovanja. Ja, absolutno. Jaz si želim, da bi se vsi iskreno pogledali, kaj je dobrega naredil za nasprotno stran in obratno. In tako bomo skrbeli za to, da bomo predvsem se ukvarjali z dobrimi stvarmi in bo rezultirali predvsem to, da bo družba šla s svetlobno hitrostjo lahko naprej, v nasprotnem primeru se pa podira, tako se podira že desetletja. A ste za en hitri vprašalnik? Ja, se me že skozi sprašujete, ne vem, zakaj bi bilo zdaj hitreje. Ja, ne vem, mogoče, ker so dileme v igri. Vi ste sicer, kot sva rekla, obrtnik, v mizarstvu delate in zdaj pač dilema gospodarstvo ali javni sektor? Tu ni dileme. Dobro delujoče, učinkovito gospodarstvo omogoča dobro plačan in učinkovit javni sektor. Tukaj ne vidim popolnoma nobene dileme. Ste raje na terenu ali na socialnih omrežjih? Na terenu vsekakor. Zakaj? Ja, z živimi ljudmi se je veliko lažje, pa veliko bolj učinkovito pogovarjati. Je pa res, da se na socialnem omrežju lahko doseže bistveno večje število v zelo kratkem času. Smučanje ali jadranje? Je odvisno od letnega časa. Torej, oboje, glede na letni čas? Oboje, samo ne hkrati. Torej, ste strasten jadralec, slišim? Ja, tudi. Tudi? Tudi. Kam najraje zaidete? Ja, seveda, jadranje je nekako doma v Dalmaciji, na Jadranu, tako da je mojih jadralskih podvigov bilo absolutno največ na tem področju. Ampak lani imam pa eno zanimivo zgodbo. Ni bilo čisto jadranje, je bila pa vsem plovba. In sicer smo šli s prijatelji v Francijo plut po kanalih, kar je netipično in mogoče nepoznano. In ko so prijatelji pa nasploh ljudje slišali za to zgodbo, me kar večkrat ustavijo pa vprašajo, kako je to bilo in kako to izgleda. Zdaj me pa res zanima, ja. Torej, v bližini Strasbourga smo najeli ladjo za plut po kanalih. Bili smo 3 pari, 6 na ladji, en teden. Ista ekipa je jadrala tudi že v Dalmaciji. In na hitro lahko rečem, da so stroški v Franciji po kanalih z marinami, s privezi in vsem za en teden bili kar bistveno nižji kot v Dalmaciji.
Kaj pa kakšna prigoda z jadranja v Dalmaciji? Ja, včasih je premočen veter, včasih ga ni, pa ga čakaš, ampak takrat se da motor prižgati. Kaj se je takega zgodilo? Mogoče kakšna izkušnja, ki jo prenašate potem v nek življenjski moto, glede na to, da je morje velikokrat sinonim za življenje. Morje, ja, sinonim za življenje je pa tudi včasih nepredvidljivo, tako kot življenje, tako da moramo biti praktično pripravljeni na vsake naporne in težke trenutke, nam pa omogoča tudi veliko lepih doživeti, tako kot tudi življenje, tako da jih moramo biti nanje pripravljeni, pa se jih veseliti. Kje vas bodo še do volitev srečevali volivci? Kje vas lahko poiščejo? Do 22. marca organiziramo kar nekaj dogodkov, med njimi je 11. marca pogovorni večer oziroma okrogla miza o zdravstvu, na kateri bo prisoten tudi starosta slovenske politike, gospod Lojze Peterle. Pa tudi mislim, da imamo enega zdravnika povabljenega, tako da bo tema kar dobro utemeljena. Potem imamo 17. marca tudi okroglo mizo o gospodarstvu in kmetijstvu, na kateri naj bi sodeloval tudi Marko Lotrič pa Igor Lukšič. Tako da je udeležba kar živopisana in se že veselim teh trenutkov. Drugače se bomo pokazali volivcem tudi na volilni stojnici v Medvodah na tržnici in sicer 14. 3. v soboto. Ja. Torej nekaj vsebine, nekaj druženja, Tako. Pa verjetno vas lahko tudi tukaj v kavarni še srečajo, ne? Ja, seveda, dobrodošli na kavo. Najlepša hvala, gospod Kajzer, in veliko uspeha na volitvah. Hvala za vsa vprašanja. Upam, da sem vas nekako razveselil z odgovori. Vsekakor. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Se vidimo.